Lep pozdrav, dragi gledalci, dragi gledalke, poslušalci in poslušalke. Še ena podcast je pred nami. Je doktorica sociologije, je filozofinja, ukvarja se s teoretsko psihoanalizo, nastopa in predava po vsem svetu. Dela na Inštitutu za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti, je tudi profesorica na Univerzi v Londonu. Njene knjige so prevedene v številne jezike. Na platnicah njenih knjig so misli o teh knjigah, ki so jih napisali ljudje, kot je Hanif Kureši. Dober dan. Dober dan. Dober dan, doktorica Renata Salecer, dobrodošli v enem podcastu. Hvala za vabilo. Ena podcast s Suzano Lovec. Danes se bomo pogovarjali nekako tako, rada bi, da nam razložite družbo in čas, v kateri živimo. Zelo sem si zastavila to široko, nekakšen priročnik za svet in življenje v letu 2024. Tako da navezala bi se na kar nekaj vaših knjig, ki so izhajale v daljšem časovnem loku, tako da bomo govorili o izbiri, tesnobi, ljubezni, sovraštvu, grobosti, neoliberalizmu, nevednosti. Torej, kakšen je vaš pogled na sedanji trenutek in na družbe, v katerih živimo, kako se spreminja oziroma kako hitre so vse te spremembe, o katerih ste vi že pisali? Ja, že mnogo desetletij nazaj je italijanski filozof Antonio Gramsci dejal, da gre družba skozi neke faze. Takrat v obdobju, ki je on živel, je rekel, stari svet umira, ampak novi svet se pa nekako ne more roditi. Zato v tem mestnem prostoru mnogokrat vladajo pošasti. In jaz mislim, da smo spet v takšnem svetu. Na nek način stari svet zelo dolgo že umira, ampak se pa vseeno radikalno spreminja. Vidimo dejansko z novimi tehnologijami, z družbenimi omrežji, z novimi konflikti na raznih koncih sveta. Prihajamo res v eno zelo težko obdobje. Istočasno pa se kot posamezniki, posameznice počasi spreminjamo. Na nek način so nas nove tehnologije omrežile, vse več dobivamo informacij preko družbenih omrežij, kar močno vpliva na vprašanje, komu sploh zaupamo, kaj je resnica in kaj so dejstva, kar je recimo zelo pomembno za današnjo politično situacijo, ne? In zelo močno so pač vselej prisotna čustva. In mislim, da recimo politika se še ne zaveda dovolj, kako močno vlogo igrajo tesnoba, ta nek strah pred prihodnostjo, pa tudi strah pred tem, da boš izgubil še tisto nekaj malo, kar imaš, recimo neko minimalno stabilnost. Tako kot sem prej rekla, vaše knjige lahko v bistvu človek sreča na vseh koncih sveta. Vi ste, brez pretiravanj rečeno, del neke svetovne intelektualne elite. Ne? Luka Lise Gabrielčič, naš kolumnist, pa tudi pogosto tukaj gost v enem podcastu, nam je nedavno pripovedoval, kako je v Barceloni odprl La Vanguardio in da je bila notri pač vaša kolumna v španščini. Tako da v sredo ste se vi vrnili iz Velike Britanije, raziskovali ste, pravite, za nastajajočo knjigo o apatiji. Te družbene fenomene vi preučujete multidisciplinarno, skratka filozofija, sociologija, psihoanaliza, pravo. Kaj o apatiji ugotavljate? Kaj bo nastalo? Ja, tukaj gledam več stvari. Ena je seveda vprašanje politične apatije. Pač opažamo že dalj časa, da prihaja nek trenutek, ko se pač ljudem zdi, da nič ne morejo več vplivati. In recimo mnogi ne grejo niti voliti. Zdaj recimo smo pred ameriškimi volitvami. Tam obstaja neko močno prepričanje med recimo nekaterimi republikanci, ki se močno identificirajo z bivšim predsednikom Donaldom Trumpom, da bojo te volitve ukradene. Če bo Trump zgubil, imajo že vnaprej recimo to idejo, ne? Da je vse zmanipulirano, nikomor ne moreš verjeti. In recimo Trump je nedavno izjavil na nekem srečanju z zelo vernimi podporniki, da bojo to mogoče zadnje volitve. Ne? Ker ve, da ta skupina, ki jo je nagovarjal, redko gre na volitve, jih je prosil vsaj še enkrat pojete na volitve, potem bom pa že jaz zrihtal, da volitev ne boste več rabili imeti, kar pomeni v bistvu na nek način neka
grožnja z eno obliko avtoritarnosti, ki potencialno se dejansko lahko zgodi, če bo ta bivši predsednik zopet na oblasti. Kaj je v bistvu na pladnju oziroma kaj je na krožniku Amerike v tem trenutku? Med kakšnima dvema opcijama bi vi rekli, se Američani in Američanke odločajo? Odločajo se med dejansko zelo zaostreno politiko Trumpa, ki so jo že videli. Zdaj si lahko predstavljamo, da bo situacija še bolj radikalna, če pride še enkrat na oblast, še večje sovraštvo do tujcev. Tukaj je pač ves čas ta moto, da so glavni vzrok vseh ameriških težav migranti. Karkoli se v Ameriki narobe dogaja, potegne iz žepa migrante in istočasno lahko dejansko pričakujemo spet nek revanšizem in seveda neko brezvladje. V bistvu Trump je dejansko v toliko pravnih procesih, mnogi so dejansko na nek način zdaj na stranskem tiru zaradi volitev ali pa zaradi vlačevanja in zelo verjetno je, da če pride recimo na oblast, da bo preprečil, da se mu pravzaprav karkoli zgodi. Tako da povečal bo seveda še število najbrž sodnikov, recimo Vrhovnega sodišča, ki so zelo, zelo desno usmerjeni. Vemo, da je dejansko to sodišče zelo omejilo dostop do abortusa, v nekaterih državah je prepovedan, ker je popolnoma prepustilo odločitev zveznim državam. In hkrati lahko na nek način pričakujemo tudi precej nestabilno svetovno situacijo. Pri Trumpu dejansko nikoli ne veš, kaj se bo odločil. Vemo, da zelo spoštuje Vladimira Putina, da zelo lepo govori o raznih drugih avtoritarcih. In v bistvu na drugi strani imamo pa Kamalo Harris, ki je prišla v igro v zadnjem trenutku, precej pragmatično političarko. Mislim, da bo tam prišlo do takih majhnih sprememb, ampak vsekakor pričakujemo pač najbrž neko nadaljevanje politike, ki je ostajala do zdaj, ampak seveda gre pa za radikalno spremembo. To je ženska, temnopolta ženska, ki v Ameriki še niso imeli na tej poziciji in v bistvu s svojim nastopom spodbujam nek optimizem. Mislim, da je ta sprememba tako očitna medijsko. Je ženska, ki deluje zelo sproščeno, medtem ko Trumpa vidimo ves čas zakrčenega, napadalnega, v zadnjih dnevih izrazito napadalnega in kritičnega do izgleda nasprotnikov in nasprotnic. To ves čas komentira in ves čas poudarja, kako zelo lep je on sam. Ja, ker ena od stvari, ki jih Kamali Harris očitajo v bistvu Trump in njegovi privrženci, je to, na kak način se smeji, da se smeji preveč sproščeno. Verjetno, če ne bi bila ženska, to ne bi bil tak problem. Na srečo, da se še sploh smeji. Pri Trumpu ni veliko videti humorja in to je pa pri avtoritarnih voditeljih kar neka stalnica. Leta 1991 ste doktorirali iz ideologije in nadzorovanja. Zanima me, kaj se je v nadzorovanju od takrat spremenilo v tem času, kakšno je nadzorovanje zdaj v primerjavi s tistim časom? Mislim, ena stvar je stalnica in sicer, da si družbe s pomočjo ideologije poskušajo pokoriti ljudi, ne nujno tako, da jih v nekaj prepričujejo, ampak da sprožajo neke identifikacije, neke strahove. Mislim, da te stvari so še danes na delu, hkrati pa seveda z novimi tehnologijami prišlo do tako zelo povečanja, lahko rečemo, nadzorovanja. Sploh, če pogledamo dejansko družbena omrežja, če pogledamo veliko podatkovje, to je pač v bistvu situacija dejansko neprimerljiva z tistim situacijo, ki smo imeli v 90-ih letih. Zaradi te ideje, da je vse v naših rokah, ki je prevladujoča v poznem oziroma kapitalizmu, ki ga živimo, vi veliko pišete o tem, v tej ideji, da sami lahko upravljamo svoje življenje.
ki nas hkrati sili v nenehen strah in občutek nemoči, da ne moremo po drugi strani nič narediti. Ne, o apatiji ste že govorili. In hkrati imamo občutek krivde, da v bistvu nismo naredili dovolj, da smo naredili v življenju napačne izbire. Pravite, da se je tukaj treba spomniti na Althusserja, in vedeti, da ideologija deluje kot pajčolan, ki nam nekaj predstavlja kot samoumevno. Torej, vi pravite, da stvari ne bi smeli dojemati v našem življenju, v našem svetu kot samoumevne. Me zanima, katere vse stvari, ki jih jemljemo za samoumevne, v bistvu to ne bi smele biti. Ja, jaz mislim, da ko začnemo v bistvu nehati prej spraševati, kako ideologija deluje, takrat smo najbolj ujeti pravzaprav v njo. Zelo pomembno je, da imamo čim več, bom tako rekla, informacij, ampak hkrati, da tudi razumemo način čustvovanja. Ideologija uspe takrat, kadar nas v bistvu na nek način tako zelo očara. Zdaj, če pogledamo, kako politična ideologija deluje, navadno recimo prav s tem, da izbere nekega krivca, okrog katerega potem na nek način vsa naša čustva se začnejo osredotočiti. Nedavno, recimo v Veliki Britaniji, ko se je zgodila ta zelo grozljiva tragična stvar, ko so bili ubiti 3 majhni otroci, 3 majhne deklice v Southportu, je preden, da je bila kakršnakoli resnična informacija podana o storilcu, po družbenih omrežjih zakrožila ideja, da je storilec v bistvu nekdo, ki je migrant, ki je nedavno prišel v Britanijo za čolnom. To sploh ni bilo res. Ta mladenič je rojen v Cardiffu, ampak sploh ni bilo na nek način več možno tej informaciji, ki se je začela širiti, nasprotovati. Sprožala je čustva, na eni strani seveda smo imeli izjemno grozo ob smrti takšnih nedolžnih otrok, identifikacijo z starši, na drugi strani si pa imel hitro naslikanega krivca, ki je pač seveda bil takoj povezan z antiimigrantsko ideologijo, ki je recimo precej močno prisotna v določenih radikalnih krogih v Veliki Britaniji. In bilo je samo majhno, malo je bilo potrebno, ena vžigalica, da se je v bistvu na nek način vžgal ta res velik spopad med skrajnimi desničarji, policijo in potem kasneje seveda so prišli na ulice tudi nasprotniki rasizma. Kje pa se ta grobost, ki se tudi veže na naš čas in naše družbe, o kateri tudi pišete, kje se ta grobost vse kaže? Seveda v nasilnih dogodkih, ampak vdira pa v tem času individualizma, pa temu glorificiranju materialnega, idealiziranju sreče, v tej vire, v to, kot sem prej rekla, da si lahko sami v bistvu upravljamo svoje življenja. Vdira v bistvu povsod tudi v naša življenja. Vi pišete o tem, da je ta grobost prisotna na delovnih mestih, v delovnih organizacijah, v naših osebnih življenjih. Kje sploh smo še sočutni oziroma na kak način smo lahko, če vse naokrog nas ta neka grobost? Ja, na delovnih mestih vsekakor. Zdaj, pri nas imamo zelo legitimno razpravo o recimo napadih na določene profile, policiste, zdravstvene delavce. Jaz mislim, da bo slej ko prej začela razprava tudi o verbalnih in drugačnih napadih na recimo trgovke in trgovce. Razpravljali smo nedavno lani zelo veliko o učiteljih, ki se čutijo ravno tako ogroženi, napadi verbalni in drugačni strani staršev, otrok in tako naprej. In, recimo na Japonskem, kjer sem bila nedavno, so sprejeli zakon, ki zdaj omejuje recimo napade na trgovke in trgovce in tudi na strežno osebje v restauracijah. Zakaj je prišlo tam do grobosti? Je kar precej paradoksna situacija. Po ekonomski krizi v 90-ih letih je ideologija močno začela propagirati idejo, da je kupec kralj. In to je v bistvu pomenilo, da moraš za njega narediti pravzaprav vse. Danes je ta ideologija pripeljala do
tega, da so ljudje izjemno nestrpni, še posebej, ko recimo pričakujejo, da bodo postreženi ali pa ko so recimo kupci v nakupovalnih središčih. Potem vidimo recimo en zelo velik porast spet določenih ideologij, ki sprožajo tesnobo, ravno tako čist pri navadnih potrošnikih. V Združenih državah so recimo zdaj analizirali, da se je blazno povečalo nakupovanje tega velikih količin hrane, ki jo imaš za recimo primer, ne vem, neke katastrofe ali pa težkih časov. Ne. Trgovinska mreža Costco je postala tretja največja mreža, ker njihova specialnost je, da ti prodajajo te zelo velike škatle stvari ali pa, ne vem, zelo ugodne, da imaš, ne vem, veliko konzerv za ceno, ne vem, precej nižjo kot druge in tako da so videli, da po covidu, ne, je prišlo prav do neverjetne rasti takšnega potrošništva, ki je v bistvu povezan s tesnobo. Z nekim pričakovanjem katastrof, za katere ne vemo, katere bodo, ampak nikoli ne veš. Hkrati pa vidimo, da dejansko trgovske mreže od tega zelo dobro služijo. Skratka, tesnoba, kako sprožaš tesnobo, je v bistvu lahko zelo, zelo pozitivna, na nek način za nekoga profitno, za ljudi je velikokrat lahko negativna. No, če se pa vrnemo na grobost na delovnih mestih, ne, pa lahko vidimo spet to neko dvojno ideologijo. Na eni strani moraš se popolnoma predati svoji zaposlitvi, narediti vse za svoje podjetje. Ne. Angleži pravijo, ti moraš dati svoj celi jaz, your whole self. Ne. Hkrati si pa ves čas na nek način pripravljen za odstrel. Ne. Vsaka majhna napaka, ves čas ta občutek, da tekmuješ z nekom drugim, ki te seveda dela izjemno tesnobnega in kar močno vpliva k povečanju teh novih simptomov izgorelosti. Izgorelost ni povezana nujno s tem, da smo mi fizično tako izgarani, ampak mnogokrat s tem, da na delovnem mestu nismo spoštovani ali pa da delamo to, čemu Američani pravijo bullshit jobs, neke stvari, neke prelaganje kakšnih papirjev ali pa neko zgubljanje recimo časa na delovnem mestu, v katerem ne vidimo nobenega smisla. Poleg tega je tukaj tudi zdaj tako imenovana podnebna tesnoba. Ne? Še ena od tesnob, ki smo jim priča tem nemogočem začaranem krogu, kjer se v bistvu nič ne spremeni, spreminja se samo v bistvu podnebje. Ne? Dejansko pa nekih ukrepov, ki bi resnično spremenili stvari, pač ne vidimo. Ne? Je to še ena od teh tesnob, kjer se nam v bistvu zdi, ali pa je mogoče ta tesnoba drugače, ker tukaj se nam pa zdi, da nimamo izbire, ne? Ker druge tesnobe nam povzroča ta možnost neskončnih izbir, ki je seveda zgolj navidezna, ne? K temu ravno še prideva. Ampak je ta tesnoba podnebna drugačna od drugih tesnob? Mislim, da je drugačna v tem, da se jo tudi zelo hitro da nekako potolažiti. Vidimo, da na eni strani recimo politika relativno malo o tem govori, celo pri nas po velikih poplavah lani ne moremo reči, da smo zdaj tole leto, odkar smo se s tem soočali, imeli izjemne razprave o tem, kaj bomo naredili recimo glede na podnebne spremembe. Svetovno ravno tako vidimo, recimo zdaj pred ameriškimi volitvami, celo Kamala Harris glede problema frackinga že počasi nekako umili svoje stališče, ker se pač boji izgubiti volilce, ki morda so življenjsko odvisni od tega, da se recimo v njihovih krajih dogaja fracking. Tako da vidimo, da se politika pač ravna glede na to, kdo upa, da bo zmagal na volitvah, istočasno pa še vedno močno delujejo mehanizmi zanikanja. Na nek način vidimo zelo, zelo še kar nadaljevanje tega zanikanja, ki ni nujno povezan s tem, da rečemo, ne, klimatske spremembe ne obstajajo, ampak da pač v znanost dvomimo. Ne? In mi živimo v času, ko dejansko v nič več ne verjamemo. In to se mi zdi eden ključnih momentov tega časa, ko dejansko je ta občutek,
da je res resnica se lahko predstavlja, mislim, takoj kot laž, da je v bistvu, ne vem, razmišljanje o varnosti na internetu zelo hitro lahko predstavljeno kot cenzura. Nekateri celo govorijo, da živimo v nekem novem cenzurno-industrijskem kompleksu, kjer se ljudem pač preprečuje neko svobodno odločanje, ne? In istočasno pač velike kompanije iz Silicijeve doline dejansko obvladajo toliko podatkov, imajo toliko moči, ne, povezane z celo komunikacijo, ne, s katero se danes soočamo in v bistvu na nek način vidimo, da živimo tako v takem krhkem trenutku, kjer seveda ne moremo reči, da je nujno več cenzure. Ne. Hkrati smo pa vseeno izgubili cel kup mehanizmov, recimo X, bivši Twitter, ne, je odpustil na tisoče ljudi, ki so pregledovali vsebine, ki so se širile na tej platformi. Danes pač imamo nek čisto odprti prostor, kjer dejansko tisti, ki so najbolj glasni in hitro pa postaneš recimo slišan, glasen, če si provokativen, ne, zato so v bistvu te dezinformacije tako zelo razširljive, ne, in tudi algoritmi dejansko jih spodbujamo. Moram pa reči, da se tukaj dogajajo tudi kar zanimivi upori. Znotraj recimo Združenih držav prihaja zdaj do neke mobilizacije okrog tega, da bi začeli tisti, ki se borijo recimo proti tej prevladi teh velikih korporacij, kot je Meta recimo in podobne, uporabljati v bistvu zakone, ki so do zdaj ščitili te korporacije. To je recimo zakon 230, ki pač na nek način je od 90-ih let omogočil recimo tem podjetjem, kot so Meta, recimo, kot so X in tako naprej, da niso odgovorne za vsebine. Ne? Pravzaprav pa ta zakon, če ga rahlo drugače bereš, lahko ti tudi omogoči, da se ti lahko na teh platformah na nek način odklopiš od informacij, ki do tebe prihajajo, da jih na nek način omejiš in tle prihaja res do enih novih pravnih velikih bojev, ne, ker določeni aktivisti kar spretno, bom rekla, uporabljajo te zakone zdaj v nek boj proti neki, bom tako rekla, te čisti prevladi korporacij, ki pač obvladuje današnji prostor vseh informacij, ki jih večina ljudi dobivamo. Zavedati se moramo, da ljudje dobijo več informacij od teh medijev, kot so recimo Facebook, Instagram, X, kot po tradicionalnih. Res je. Kakšne posledice vi v bistvu s tem v zvezi govorite in pišete, ne, o strasti do nevednosti, kot ste jo pomenovali. Ta strast se od izida vaše knjige seveda še potencira verjetno, ne, od korone dalje in tako naprej. To zatiskanje oči in ušes vpliva na kaj vse lahko v naših življenjih? Včasih nam koristi. Zato jaz ne gledam na nevednost čisto negativno. So situacije, ko dejansko določen posameznik, posameznica nečesa ne more sprejeti. Recimo, da se soočimo z neko zelo težko boleznjo. Ni nujno, da bomo vsi zmožni v prvem trenutku popolnoma nekako, tako rekla, koliko toliko racionalno razmisliti, kam iti in tako naprej. In mogoče je tisto prvi trenutek, da se rahlo ustaviš, da mogoče tudi rahlo zapreš oči, vsaj ena taka preživitvena strategija za nekatere. Ne? Drugič ljubezen. Ljubezen rabi vsaj v tisti romantični fazi mečken, da ne vemo preveč. Ne? Drugač ta romantična ljubezen hitreje mine kot sicer. Ne? Zato rečemo, da je ljubezen slepa. Ne? Na drugi strani imamo pa v bistvu to strukturno nevednost, kjer nas pa recimo politika ali pa korporacije dejansko držijo v nevednosti. In tista je pa veliko bolj problematična. Ne. To smo videli že, recimo, ko pride tudi do kakšnih naravnih katastrof ali pa kakšnih katastrof, ki so jih sprožile, recimo kakšne korporacije, ne vem, razliv nafte, ki je povzročila korporacija British Petroleum,
pred leti v Mehiškem zalivu. Takrat so se vsi v tej korporaciji delali, kot da ne vejo, ne, kaj se je sploh zgodilo, pa se nič ni hudega in tako naprej. Ne. In vidimo, da to je neka vrsta pravzaprav zavestna nevednost. Zdaj, iz te moje knjige v bistvu zdaj nastaja pač moja naslednja knjiga, ki se precej veže na zaključek knjige Strast do nevednosti, kjer sem obravnavala en paradoks, ki se je pač analiziral prvič 2019. leta, in sicer so ameriško-danski politični analitiki ugotovili, da mnogo ljudi, ki širi lažne novice in teorije zarote po takratnem Twitterju, X-u, te teorije v bistvu ne verjame. Ne? In da v bistvu najdejo nek užitek v provokaciji, v tem, da se jih lajka, v tem, da razjezijo druge njihove nasprotnike, dobijo neko prepoznanje. Kar je pa še posebej šokantno pri tej raziskavi je bilo, da je pa tako na približno četrtina od tako več kot 6,000 anketiranih strastnih razširjevalcev takšnih novic dejalo, da si želijo, da bi svet, kot ga poznamo, prišel do konca. Da si želijo v bistvu na nek način čisti razpad sistema, ne gre vse k vragu. In potem so imeli neko fantazmo, da potem iz tega pogorišča bo ena majhna skupina ljudi začela znova. Ne? Ko sem obdelovala to problematiko, sem se ob tem precej zgrozila. In zdaj smo recimo 4 leta naprej, ne, in vidimo, da je ta ideja kaosa zelo, zelo dominantna. Recimo, ne vem, ljudje kot so Elon Musk si dejansko želijo neke vrste kaos. Ne. Že za industrijo iz Sicilijeve doline smo dejali, da je disruptor, nekdo, ki zmeša karte in tako naprej. Zdaj, ta ideja kaosa je nevarna iz večjih zornih kotov. Na eni strani so se na nek način zelo močno razširile teorije konca sveta. In imamo celo ljudi, ki recimo molijo, da pride do Armagedona, ne, to so kar močne skupine, recimo evangeličanov v Združenih državah, ki močno podpirajo recimo Donalda Trumpa, ki pač pričakujejo konec sveta in imajo razlage, da bo ta konec prišel relativno hitro in da potem se bo pač Kristus vrnil. Ne. In zdaj bom rekla, ta pričakovanja ob tem, da imaš vojne na tolikih koncih sveta, so s tem povezana, da pač v bistvu te teorije kažejo, da so vojne v bistvu znak, ne, da do konca sveta prihaja in da prihaja dejansko možnost pač odrešenikove vrnitve. Ne. In hkrati pa ta teorija kaosa dejansko zelo, zelo povezana z manipulacijami na družbenih mrežjih in pač so to ideologijo v nič več ne verjeti. Še posebej in pa ne v strokovnjake, nikakor se ne strinjati, kaj so dejstva, kaj je v določenem trenutku resnica. Omenili ste vojne, ne? Tudi o tem bi rada govorila z vami. V tem trenutku potekajo, ko mi gremo na dopust, ko gremo na kosilo, ko delamo, ko se pogovarjamo o svojih ljubeznih, medtem ko mantramo o tem nikoli več, se ta nikoli več dogaja. Ne? Mogoče naivno vprašanje, ampak vendarle, kako je v 21. stoletju to še vedno mogoče? Ob vsem, kar vemo, ob vsem, kar smo videli v preteklosti, ob vseh teh informacijah, ki jih imamo in imamo jih toliko, kot še nikoli do zdaj, mi v real time, v realnem času v bistvu gledamo genocid, gledamo umiranja, gledamo oboroževanja, gledamo vojne. Kako je to mogoče? Ja, zanimiv mi je bil nedavni članek v izraelskem časopisu Haaretz. Angleška verzija tega časopisa je zelo kritična do režima Benjamina Netanjahuna in prvič po 10 mesecih vojne so pokazali slike 40 mrtvih iz Gaze. Do zdaj ta časopis
kazal slike in pisal kratke zgodbe o umrlih Izraelcih. Tako talcih kot vojakov zelo veliko umre tudi od tega prijateljskega ognja, ko dejansko vojska strelja svoje lastne vojake, misleč, da streljajo recimo Palestince v Gazi. In ob teh slikah jih je mnogo Palestincev, ki so umrli, dejali, ne želim biti samo številka. To mi je bilo toliko res pretesljivo, ker dejansko so žrtve vse bolj številke. Mi poslušamo o številkah, hitro se začne boj, ali je res 40,000 ali je kakšna druga številka, odkot je ta številka prišla in tako naprej. In čeprav boš imel recimo zelo kredibilne avtoritete, tudi recimo Združene narode, ki bojo potrdili, da je v bistvu recimo ta številka precej najbrž nizka, glede na to, koliko ljudi je še vedno recimo najbrž mrtvih pod ruševinami, je vedno ta dvom potem, ali so številke sploh kaj pomenijo, ampak hkrati to, da je posameznik pravzaprav izgubil vso vrednost. In mi smo zdaj 12. avgusta praznovali 75. obletnico Ženevske konvencije. In ta konvencija dejansko zadeva zaščito civilistov in tudi zaščito ujetih vojakov nasprotne strani, recimo, ali pa ranjencev nasprotne strani in tako. In to Ženevsko konvencijo dejansko v tem trenutku ne spoštujemo. Obnašamo se, kot da pravzaprav to nek relikt iz preteklosti. Za mednarodno pravo je ta trenutek zelo, zelo ključen. Ali bomo sploh spoštovali še karkoli, kar smo v preteklosti se nekje dogovorili, ali gre pa dejansko vsak v svojo smer. Tukaj gre recimo tudi za vprašanje, vesolja, prenašanja orožja v vesolje, izkoriščanje vesolja. Mnoge države se pripravljajo recimo na rudarjenje na recimo drugih planetih in tako naprej. Tako da, če ne bomo prišli do neke točke mednarodne kooperacije na pravnem nivoju, predvsem, potem je prav strah, da res odpiramo neka vrata v tak čist novi divji zahod. To, kar ste zdaj omenili, vi ste aktivni v tem tako imenovanem Airspace tribunalu, ustanovljenem leta 2018, kjer se z drugimi strokovnjaki ukvarjate z možnostjo nove človekove pravice, nekako tako živeti brez fizične in psihološke grožnje od zgoraj. Omenjate z drugimi avtorji, tako kot ste rekli, to nadzorovanje in napade iz zraka, onesnaženost zraka, ogromno število satelitov in komercialno izkoriščanje vesolja. Zdaj, osnova je vprašanje, ali ne bi morali zaradi vseh teh novih tehnoloških in drugih sprememb spremeniti tudi mednarodno humanitarno pravo in človekove pravice. Potekala so že tako imenovanja, kot pravite, zaslišanja o tej pravici, preizpraševanja. Kaj ste že premislili z drugimi sodelavci, strokovnjaki in kako bi bilo takšno pravico mogoče uveljaviti? O tem boste govorili tudi na Blejskem strateškem forumu, ste mi povedali. Ja, tam imela debato z Michaelom O'Flanahem, komisarjem za človekove pravice pri Svetu Evrope. Naša civilna iniciativa, to je mednarodna civilna iniciativa, mi smo v bistvu tako zdaj 4 nosilci, 3 Britanci in jaz. Mi smo zdaj že pripravili dokument, tako posebno publikacijo revije Digital War, kjer smo zbrali pričevanja ljudi, strokovnjakov, znanstvene razprave, zakaj bi bila takšna ideja nove človekove pravice potrebna. Istočasno delamo zdaj pravne analize, kaj je pri obstoječi zakonodaji pomanjkljivo, zakaj je dejansko recimo zakonodaja, ki je bila sprejeta konec 60. let in ki zadeva recimo vesolje, dejansko neustrezna v današnjih časih velikega tehnološkega razvoja. Kako pomembno je premisliti, kdo je danes civilist. Danes recimo o civilistih govorimo o tako imenovanih human shields, tistih, ki ščitijo recimo teroriste, jemljemo jih na nek način kot samo neke točke, ki jih lahko targetiramo iz daljave. Preko umetne inteligence. Ja, preko umetne inteligence in tako naprej. Tako da
neka moč zaščite civilista se je popolnoma izgubila, hkrati pa seveda je v vojni lahko civilist uporabljen tudi za vojaške namene. Recimo vsi nosimo telefone s sabo, cel kup podatkov, ti podatki se lahko uporabijo tudi za vojaške namene, včasih lahko zavestno to počnemo ali pa na nezavedni način mi predajamo recimo neke informacije. Tako da naša iniciativa gre zdaj naprej, da bomo predali Združenim narodom našo analizo in pač predlagali državam, da začnejo neko širšo raziskavo o tem vprašanju in mogoče čez nekaj let le pride do ideje nove človekove pravice. Zdaj, človekove pravice se od začetka že širijo, razprava je v katero smer, recimo zahteve so tudi, da bi bila sama ideja demokracije, recimo nova človekova pravica, da bi jo zaščitili na ta način, ali pa recimo, ne vem, dostop do povezanosti preko interneta, nekateri menijo, da bi lahko bila nova človekova pravica, ne, do zdrave, recimo, ne vem, vode in tako naprej. Pač tukaj postaja seveda eno področje enih debat. Jaz pač mislim, da je ta naša iniciativa dejansko zelo pomembna, ker smo se soočili z novo tehnologijo. In ta nova tehnologija povezana na nadzorovanje, na napade iz zraka, sproža neke psihološke težave. Mi živimo v nekem stanju pričakovanja. In ta tesnoba vezana na pričakovanje te lahko zelo, zelo pacificira. In mi mislimo, da so psihološki momenti strahu pred tem, kaj se ti lahko zgodi iz zraka, od napadov do nadzorovanja do klimatskih sprememb, da se v bistvu v obstoječi zakonodaji ne upošteva dovolj. Če se samo za trenutek vrneva še v Gazo, k palestinskim otrokom. Konec lanskega leta ste s kolegi v okviru Komisije za človekove pravice pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti pisali generalnemu sekretarju Združenih narodov. Zdaj smo 10 mesecev pozneje. Ti otroci so še vedno žrtve, še vedno umirajo, bolezni se širijo, stvari se ne premaknejo. A čutite tudi vi, kdaj to apatijo in to nemoč? Ja, čutim. Mi smo argumentirali ne samo glede na vojno v Gazi, tudi v Ukrajini in v Afriki ne smemo pozabiti, da se obstaja cel kup vojn, ki jih premalo naši mediji na nek način pokrivajo, ki jih zelo hitro pozabimo, da so otroci izjemno izpostavljeni in nevarnostim in da so dejansko res grozljivi napadi ravno na otroke. Tukaj gre pa tudi za njihovo psihološko zdravje. Mi si sploh ne moremo predstavljati, kaj se bo s temi otroci, ki bojo preživeli v prihodnje, dogajalo. Ta psihološki stres dejansko vpliva tudi na fizično zdravje. Celo v bistvu epigenetiki poudarjajo, da lahko prihaja do nekih recimo genetskih sprememb, da se določeni geni recimo aktivirajo in drugi ne, če si ti v nenehnem stresu. Ta stres je lahko vezan dejansko na ta ves čas strah, kaj bo prišlo iz zraka, seveda tudi lakoto, nasilje, v katerem živiš, mislim, stres takšen lahko tudi doma, tako da ne gre samo za vojno, ampak menimo, da je potrebno zakonsko na nek način omogočiti otrokom boljšo zaščito in tudi v bistvu educirati sodnike, recimo na mednarodnih sodiščih, da bo razumeli neko specifiko travme otrok. Tudi to, kar bom zdaj vprašala, je eno tako zelo široko, pregledno vprašanje, ampak vendarle. Iz vašega področja, iz vsega, kar veste, kar ste že kdaj napisali in kar preučujete, katere stvari v sodobnih družbah, če bi jih morali izločiti, se vam zdijo najbolj problematične, vredne opozoril, razmisleka? Če bi morali recimo izločiti 3. Katere so tiste najbolj problematične bolezni našega časa? Najbrž je v bistvu dejansko tesnoba ena ključnih in zelo velikokrat se vračamo na to problematiko. Nedavno sem imela nek Zoom nastop, vodila ga je psihoanalitičarka iz Ukrajine, ki je pravkar se vrnila v Ukrajino in recimo največ smo se pogovarjali o tesnobi. Meni je bilo zelo zanimivo v tej razpravi,
kako se odnos nekako do grozljive situacije spreminja, ne? In kako recimo mogoče, ne vem, prvo leto je še tudi neka vzhičenost, je tesnoba, ampak je neka vzhičenost, bomo se obranili, tudi neka identifikacija recimo z narodom, recimo na ukrajinski strani. V drugem letu je bilo več tesnobe, kot so mi recimo pravili ukrajinski psihoanalitiki, tako prav povečani, ker imaš občutek, to kar traja. V tretjem letu pa zdaj opažajo v bistvu preobrat v apatijo. Eno otopelost. Eden, ne vem, primerov, ki mi ga je v diskusiji ta psihoanalitičarka dejala, je rekla, da njeni sami starši se sprašujejo, a se jim splača kupiti nov pralni stroj, se nam ga bojo Rusi vzeli, ko bojo prišli recimo v našo hišo. Mislim, to je že na neke vrste, tako rekla, lahko rečeš na tak cinizem, ampak hkrati je pa tudi en tak obup, kjer vidiš, da si popolnoma nemočen, da bi se situacija kakorkoli spremenila. Ampak ta tesnoba, ki seveda je normalno prisotna recimo na vojnih območjih, tam, kjer so krize, je hkrati, o tem veliko pišete, prisotna tudi v naših vsakodnevnih življenjih. In povezana s tem, da v bistvu ob tej obilici izbir, ki jih imamo na vseh možnih področjih, od tega, ko gremo v trgovino, pa je 10 enakih jogurtov, do izbora potencialnih partnerjev, k čemur še prideva v nadaljevanju pogovora. Ta tesnoba me tudi zanima, v bistvu, na kak način se sploh lahko ubranimo. Hočem reči, kaj je upor proti temu? Kaj moramo vedeti, da v bistvu do te tesnobe ne bi prihajalo. In če je na eni strani recimo mogoče, ne bom rekla sreča, ker sreča je ravno tudi še en ta simptom, ta želja, nenehna želja po sreči, po idealu sreče, ki je seveda nedosegljiva na ta način, kot nam je predstavljena. Ampak kako lahko gremo torej v tej družbi, v tem času, v katerem živimo, vsem tem, kar vemo, o čemer vi pišete, čez življenje, na način, da smo hkrati, rekla bom, mirni in zadovoljni pri sebi, ampak da hkrati ne pademo na to foro, da se ukvarjamo samo sabo, pa meditiranje je že fajn, ker bi so reči lahko tebe, sistema pa ne bo spremenilo. A imate tukaj nek napotek za enega državljanko, kako v bistvu hkrati ima nek mir v sebi, ampak da ga to ne naredi otopelega v tem času? Ja, prvič, jaz tesnobe ne jemljem samo negativno, tesnoba nam zelo velikokrat pride prav. Dobro je, da smo malo tesnobni, preden da gremo na izpit, da smo tesnobni tudi v določeni neki medosebni situaciji. Čisto normalno, ljubezen je tesnobna, ko se sprašujemo, kaj pomeni drugemu, kaj drugi pomeni meni. Tesnobno je situacijo, kjerokoli družbeno situacijo pridemo. Zato v bistvu zaključujem tisto knjigo o tesnobi s problemom, ko sem intervjujala neko vodjo vojaka, ki pač dolgo časa preživel na fronti v Iraku. In se je zgrozil, ko je dejal, da ga je najbolj strah, kadar ima vojake, ki nimajo tesnobe. Kadar nimaš tesnobe, boš recimo lahko veliko lažje krut, ne boš imel potencialno občutka krivde, in taki ljudje so mnogokrat danes glorificirani. Damo jih na visoke pozicije, ali v politiki, ali v gospodarstvu, ker delujejo kar dovolj brezobzirni, druge ljudi jemljajo samo za nekoga, ki jih izkoristijo. S tabo sem takrat, ko te rabim, v tem stilu. Zdaj, drug problem s tesnobo pa je, da je v bistvu lahko zelo hitro potencirana, še posebej zaradi vseh teh dražljajev, ki jih dobimo, tako da dejansko na posameznici je, da najde v svojem življenju neke mehanizme, da se rahlo odklopi. Nekateri se odklopijo od tega, da niso ves čas na, Facebooku, ali da se odklopijo tudi od poslušanja, nenehnega poslušanja, recimo nekih kritičnih diskusij in tako naprej. Tako da tukaj se moramo znati malce sami varovati pred tem, kako nas dejansko algoritmi na nek način vlečajo v te tesnobne situacije, ker nas zelo hitro bombardirajo z nečem, kar nam sproža dejansko nek prav fizičen občutek nelagodja. In ta tesnoba je lahko pravzaprav res zelo pogubna in hkrati na nek način lahko vodi tudi k tem utopelosti, saj nima nobenega smisla. Se pravzaprav, kaj pa danes lahko posameznik naredi. Bi pa rada tle ponovila en zanimiv
stari kitajski pregovor, ne, ki pravi, kadar nekaj slišimo, kar nam ni všeč, navadno pač lahko zapremo ušesa in ne rabimo recimo na nek način slišati. Kadar nekaj vidimo, je lahko malo težje je zapreti oči, lahko si vseeno zapomniš, ampak šele takrat, kadar nekaj naredimo, pa navadno razumemo situacijo. Ne. Zato bi rekla, da dejansko to, da se kot posamezniki, posameznice v določenih smerih angažiramo, da vseeno poskusimo, tudi če v nekem svojem malem okolju nekaj spremeniti. Ne. Nedavno je umrla recimo Anita Ogulin, sem jo zelo, zelo cenila kot humanitarko. Je pač ena preprosta ženska, ki recimo lahko rečemo vseeno nekaj naredila, ni imela tisto občutek, vse je brez veze, nič ne morem. Torej, je upor možen znotraj tega, da vseeno delamo spremembe, tudi če so majhne, da vidimo preko teh malih sprememb? Absolutno, absolutno. Enkrat je recimo južnoafriški škof Desmond Tutu je rekel, da v bistvu, kadar opazujemo nekaj, kar je nepravično, nekaj, kar je recimo zločinsko in nič ne naredimo, s tem, kar nič ne naredimo, se dejansko postavljamo na stran agresorja. V tej družbi neštetih izbir, neskončne izbire in svobode, o kateri sva že govorili, nam je praktično resnična izbira pogosto onemogočena. Ta neskončna izbira navidezna usmerja pogosto tudi naša intimna življenja. Ne? Recimo te aplikacije za seks oziroma za zmenke, ki so močno prisotne in so spremenile, revolucionarizirale praktično industrijo zmenkov, delajo pogosto ljudi še bolj nesrečne. Ne? Tudi tam so v stiski, tesnobi, ker je ta izbira tako velika. Ne? V Economistu sem brala, da se v bistvu ljudje zdaj odmikajo od teh aplikacij, pa me zanima v bistvu ta nevidezna neskončna izbira partnerjev, ki torej v teoriji dosegljiva kadarkoli, kaj to za nas v resnici kot čustvena bitja sploh pomeni? Ja, ta članek tudi jaz prebrala in mi je bilo zanimivo, ne, ker par tednov prej je bila pa ena analiza, pa ne, je bil Financial Times ali Economist, da pa v Tokiu pripravljajo neko posebno aplikacijo, ki bo pomagala ljudem se nekako najti, ker jih je zelo, zelo strah, da se jim tako zelo niža rodnost, ne, in da se ljudje pač ne povežejo več v partnerje in tako naprej. Ja, nedavno, ko sem bila na Kitajskem, sem spoznala mlade ljudi, ki uporabljajo svoje mame in tete in babice, da za njih v parku iščejo z posterji, s plakati potencialne partnerje in partnerice. Me je pa ta način iskanja kar precej presenetil, zaradi tega, ker ena glavnih informacij na posterju, s katerim recimo mama propagira svojega sina, je poleg starosti in izobrazbe tudi denar. In to na razne načine opisan, kakšno plačo ima, kakšno penzijo imajo starši, kaj poseduje. In ena od mlajših Kitajk mi je razlagala, ki uporablja svojo teto, da za njo išče v parku potencialnega partnerja, da na prvi sestanek vzame strica, ki je finančnik, da dejansko na prvem že sestanku, srečanju pregledata finance drug od drugega. Situacija se mi je zdela kar precej tesnobna, moram reči, in precej žalostna, moram reči, ker deluje tako zelo komercialno. Ne. Vedno je bila ljubezen tudi komercialna, ne. Ljudje so se poročali ali pa ločevali zaradi finančnih interesov, ampak tukaj pa niti priteksta ni, da se to recimo mogoče mečke na stranski tir da in da je sploh neko vprašanje recimo, ne vem, ljubezni ali pa, ne vem, usklajenosti interesov. Ne. Jaz mislim, da te aplikacije ne bodo umrle, dejansko očitno pada povpraševanje zaradi tega, ker so pripeljale, jaz mislim, do zelo velike ene izčrpanosti pri ljudeh, ki jih uporabljajo in seveda zahtevajo zelo debelo kožo, ker pač ljudje grejo skozi neskončne situacije pričakovanj in potem izgube. In potem izgube in seveda tega občutka
tudi, da je za vogalom še kaj boljšega, ne, in dejansko v bistvu na nek način se je mogoče zdaj današnja populacija malce odmaknila iz tega in išče v bistvu partnerje ali pa bo morda iskala partnerice na bolj tradicionalni način. Vidimo pa seveda porast iskanja partnerjev in partneric seveda tudi v umetni inteligenciji. Tukaj pa je sploh v teh državah Azije zelo veliko sploh punc, ki si naredijo fanta, avatarja, ki jih nikoli ne kritizira, ki jih vedno posluša in jih svetuje tudi menda zelo dobro pri izbiri obleke. Podobno kot v dobrem filmu Her. Ja, zelo podobno. Ja. Mi smo pisali v rubriki Poglobljeno o teh aplikacijah, o teh izbirah, ki so se pojavile. Dr. Alfie Brown, avtor knjige Dream Lovers, The Gamification of Relationship, torej gamifikacija odnosov, pravi, da čeprav korporacije dajo ljudem idejo, da bodo na aplikacijah našli srečo in sorodno dušo, je v bistvu samo bistvo, struktura teh aplikacij narejena, da se ravno to ne zgodi. Ne? Da v bistvu ostajaš tam in ostajaš nesrečen oziroma v pričakovanju, ne, kot ste rekli. Zanima me tukaj, kako sploh v bistvu vedno bolj algoritmi določajo nam, kaj naj bi si želeli, koga naj bi si želeli. Ne? Vedno bolj so ljudje pri teh aplikacijah pa tudi sicer odvisni od tega, koga bodo srečali na internetu, od algoritmov. Zanima me tukaj, kako prihajajo do želje, kako nastane želja. Torej, želje najprej ni in potem željo recimo imamo. Kaj se vmes zgodi? Ja, želja psihoanalitično je zelo povezana z prepovedjo. Nam je lahko nekaj všeč zaradi tega, ker je težko dosegljivo. Recimo, ne vem, neka obleka, ko jo dobimo, jo pa velikrat niti, ne vem, iz vrečke ne vzamemo, ne, ali pa jo pozabimo, jo niti ne oblečemo. Ne vem, želimo si partnerja, ki je poročen, ko se loči, izgubimo željo. Ne. Tako da vidimo, da želja deluje na to, da rabi eno bariero, ne, in seveda internet je tukaj tudi ena bariera. Mi tam lahko sanjamo, zato recimo je zelo zanimivo, koliko ljubezenskih odnosov recimo se začne z temi pisanji sporočil. Ne toliko z srečevanjem ali pa z gledanjem, ampak tipkanje ti omogoča narediti neko fantazmo v svoji glavi, vidiš tisto, kar hočeš videti. Ne. Zdaj, v bistvu na nek način ves komercialni svet ve za željo, kako manipulirati za željo. Paradoksno je pa, da pri teh platformah pa nekako čisto ne razumejo to, da ljudje ne vejo čisto točno, kaj hočejo. Ne? Mi mislimo, da racionalno lahko napišemo, kaj nam bi ustrezalo, ampak če jaz recimo napišem, ne vem, da rada hodim gore, ni nujno pravzaprav, da bo mene zanimal partner, ki rad hodi v gore. Mogoče bo boljše, da najdem jaz enega partnerja, ne vem, ki rad hodi po puščavah, ne? In bomo drugemu na drugačen način zanimiva. Tako da v bistvu ta moment, da si soočen z nečem nepričakovanim, na nek način je rahlo omejen s tem, da ljudje iščejo nekaj, kar racionalno formulirajo. Ne? In to, da odkljukamo, velikokrat si mislimo, če bomo odkljukali vse to, kar si želimo, potem bomo pa srečni. Suzy Orbach, britanska psihoanalitičarka, je nekoč lepo dejala, da ima zelo veliko pacientov, predvsem pacientk, ki pridejo v psihoanalizo in pravijo, odkljukala sem vse stvari, kar je izgledalo, da mi bo prineslo uspeh, no, ampak še vedno sem nezadovoljna. Ne? In potem se ona vpraša, pravzaprav komu si sploh sledila, ko si delala ta seznam, kaj naj bi ti prineslo zadovoljstvo. In danes opažamo kar precej mladih, ki se odmikajo od teh idealov. Ameriška psihoanalitičarka Jameson Webster je nedavno napisala, da ima veliko najstnic v terapiji, ki prihajajo z neko željo, da bi živele na vasi z enim malim psičkom, ne pa več hodile v šolo in tako naprej. Njihovi starši govorijo, če hočeš imeti lepo življenje, moraš iti v šolo na čim boljšo univerzo in tako naprej. In recimo punce rečejo,
zdaj pa vidim jaz moje starše, ki so šli na najboljše šole, imajo krasne službe, pa so tako zelo nezadovoljni. Zakaj bi jaz ponovila njihovo življenje? No, in recimo ta fantazma odmakniti se od vsega, zapreti oči, je zelo, zelo prisotna kot ena oblika apatije, ki jo v bistvu tudi zelo težko ubesedijo mladi. Ne? Mladi zelo težko recimo včasih ubesedijo, kaj jih boli, mogoče pa najdejo pomoč lahko v kakšni pesmi. Ne? Mogoče se navežemo recimo na to, da poslušamo neko glasbo in lahko šele preko tega, ko slišimo v glasbi recimo določene besede, pravzaprav povežemo tiste besede z občutenji, ki jih imamo. V Strasti do nevednosti med drugim pišete tudi o odnosih in pravite, zdi se, da moški, ki skačajo iz ene afere v drugo, ne uživajo v seksu kot takem, temveč v uspehu rabe svojih osvajalskih tehnik, priznanju in zaželenosti. Verjamejo, da jih bo seks toliko ženskami, kolikor jih lahko dobijo, dokler so še pri močeh, zadovoljil, vendar jih v resnici pogosto prežema globoka tesnoba, obsedeni so z izvedbo in učenjem novih zvijač in tako naprej. Pišete tudi v bistvu o tem, kako je ena od ključnih teh tehnik manipulacij, ne, kako ljudje manipuliramo eden z drugimi, kako bi dobili in zadržali drugega, da je ena od ključnih teh tehnik, ki se jo poslužujejo, torej ta indiferenca oziroma ne, da se ne zmeniš za nekoga, ne, da potem spodbujaš to željo. Po eni strani se mi zdi, da se je v bistvu vse spremenilo, da živimo zaradi tehnologije, aplikacij in vsega v čisto nekem drugem svetu. Po drugi strani pa, ko to berem, pa ko se v bistvu o tem sprašujem, praktično živimo še vedno v istem svetu, kot ga je, recimo, so ga naslikali v filmu Usodna razmerja, ne? Z Glenn Close. Hočem reči, neke stvari, verjetno človeška narava, tukaj ostaja še vedno ista. Ja, to je res. Zato tudi prijatelji, ki so psihoanalitiki, mi pravijo, da recimo, zakaj ljudje pridejo po pomoč, se ni tako zelo spremenilo. Vprašanja so medosebni odnosi, družinske travme, delovno mesto, kaj početi s svojim življenjem, recimo česa me je strah in tako naprej. Tako da tukaj lahko rečemo, ja, ponekod prihaja do večjih, preskokov v tem, da pride v določenem trenutku recimo do večjih prav bolezenskih znamen, ampak ta vprašanja eksistence pa ostajajo dosti podobna, bom rekla. Zato v bistvu na nek način tudi lahko rečemo, da vsaka generacija misli, da živi bolj v tesnobnem času, ampak ko sem analizirala zgodovino tesnobe, so že v preteklosti mislili, da so oni bolj tesnobni kot njihovi starši. Ne? Zato bi jaz rekla, da današnji psihološki problemi v bistvu so v porastu, še posebej med mladimi. To vsekakor imamo tukaj zelo veliko še za opraviti, da jim ponudimo neko pomoč. Na drugi strani pa mogoče tudi o tem več govorimo. V preteklosti se dejansko ni toliko govorilo, ali pa v določenih družbah sploh ne. Recimo, ne vem, japonska družba, šele v zadnjih letih, desetletjih, recimo, se sploh govori o psiholoških težavah. Včasih v preteklosti te je bilo tega v bistvu sram, strah, zgubil boš status, če boš govoril, recimo, da mogoče nisi fajn ali pa si tesnoben, depresiven. V intervjuju za Mladino ste leta 2013 rekli, da v Sloveniji pogrešate strateško dolgoročno razmišljanje, globok razmislek brez tabujev. Še vedno? To pa res. Ja, to se pa absolutno strinjam. Ja, to razmišljanje dejansko naprej, bom rekla 5 let naprej, 10 let naprej, kakšno državo si želimo oblikovati, kaj naj bojo naši cilji, kako narediti državo dejansko prijetno za ljudi. Tega strateškega razmišljanja je absolutno premalo in to pri vseh vladah. Tudi samozavest jo manjka? To pa mislim, da ne bi toliko rekla. Jaz mislim, da zdaj samozavest jaz ne bi tako zelo glorificirala. Mogoče včasih otrokom dajemo celo preveč nek signal, da morajo biti samozavestni in tako naprej. To pride, lahko rečem, kot nek stranski učinek lahko
samozavest, ko si naredil že toliko napak, ko si že skoli toliko padcev in vzponov, tako da ne bi dala to kot cilj. Ne. Kot družba, mislim, skoraj vsak kraj, ki sem ga obiskala po svetu, misli, da je center sveta. Tako da bom rekla, teh idej, mi smo glavni, je zelo velik. Ne. Amerika sploh, mislim, ta diskurs, ne, naredimo Ameriko spet veliko, ne. Ali pa ne vem, tudi v Rusiji je ta diskurs, mi smo veliki, na Kitajskem logika, mi smo ogromni, ne, in tako naprej. Mi smo lahko naredimo iz tega, mi smo mehni in lepi, tudi mi neko točko identifikacije, ampak mislim, da je ključna stvar dejansko, kako ohraniti demokracijo v prihodnosti. To bo ena ključnih problemov, ker toliko držav se obrača v avtoritarizem in mnogi dejansko posamezniki tudi mislijo mogoče pa imeti nekega gospodarja, upajmo, da benevolentnega, v času tolikih kriz bo pomirilo recimo njihovo tesnobo. Ne. To me je strah, hkrati me je strah dejansko problema, da se nekako ne moremo poenotiti glede faktov, da prihaja do čistega nespoštovanja tudi do novinarskega poklica ali pa poklicev, ki se ukvarjajo recimo z, ne vem, iskanjem različnih informacij, pogledov, dejstev. Tudi na nek način precej negativen odnos do znanosti. Mislim, ta ideja, da lahko vsak se dokoplje informacije, če le malce pogoogla, je pripeljalo do tega, da na nek način informacij ne iščemo več tam, kjer upamo, da jih dobimo. Znanost mora biti samokritična, mora dejansko se spreminjati, ugotavljati, da je recimo neka teorija nekoč bila napačna, ampak vseeno gre tukaj za nek mehanizem, ki ga je potrebno krepiti. In v težkih situacijah, recimo, mnogokrat dejansko ljudje rabijo neko avtoriteto, v smislu avtoriteto, ki ima določeno znanje. Nedavno sem brala en zanimiv intervju z upokojenim profesorjem medicine iz Yale, ki pravi, da recimo se spomne kot poučevalec na medicinski fakulteti, da so na nek način napačno učili študente medicine glede izbire. Namreč dejal je, da velikokrat je bila ideja takrat, kadar imamo recimo kot zdravnik zelo veliko informacij, ki kažejo recimo, v katero smer bi lahko zdravljenje šlo, takrat mi lahko nekomu malce tako pomagamo recimo pri izbiri, da mu pač za eno avtoriteto rečemo, to jaz mislim. Takrat, kadar pa nimamo veliko informacij, pa prepustimo posamezniku ali pa posameznici, da izbere sama. Ne? In pravi, v taki situaciji je še kako pomembno, da se nekdo lahko na nekoga opre. Ne, da mu ta direktno sugerira, ampak da z nekim znanjem, ki ga vsekakor nekdo ima, ki je dolgo časa eno stvar študiral, kot ena avtoriteta, pravzaprav to znanje z eno odgovornostjo prezentira. In ne da prepusti recimo vso izbiro nekomu, ki je pač radikalno v neki težki situaciji. Velikokrat se z izbiro mogoče tudi na nek način operemo roke. Ko ste omenili prej medije, lani ste bili za Delo kritični do Golobove vlade. Rekli ste, da vas skrbijo zdravstvena reforma, pa to, da je vlada počasna z uresničevanjem obljub, pa, kar ste prej se navezali na medije, rekli ste tudi preživetje kritičnih medijev. Leto dni pozneje ni nič boljše, ne? Ne. Nič boljše, še vedno čakamo, kaj bo Ministrstvo za zdravje proizvedlo. Na srečo civilna družba še aktivna, Glas ljudstva nadaljuje svoje akcije, celo predvideva, da bojo njihovi strokovnjaki pisali nek zakon, ki mogoče bo dejansko v pomoč končno ministrstvu, da se premakne. Mislim, da je dejansko problem Golobove vlade tudi to, da se tudi na drugih področjih neke spremembe ne zgodijo. Zelo velik je pač prisoten na Instagramu in tako naprej, še posebej za svojo partnerico, in mislim, da je na nek način to njegovemu imidžu v škodo,
ker ljudje pač pričakujejo od avtoritete, da bo čim bolj strateško razmišljal o družbi na nek način naprej. In dejansko jaz upam, da bo tej drugi polovici vlade, da se nekako vlada vzame v roke in res naredi tiste, izpolni obljube, ki jih je volilcem in volivkam in volivcem dala. Če potegneva črto pod najin pogovor, veliko sva govorila o občutvanju nemoči, spraševala sem vas v bistvu stvari, ki so zelo naivne, ampak hkrati vprašanja, ki si jih vsi zastavljamo, o tem, kako preživeti in kako razmišljati in kje se najti v tej družbi. Pa bom tako vprašala za konec. Kje imamo pa mi kot posamezniki ali pa kot družba še moč in kje ne in kje si jo lahko vzamemo to moč nazaj? Torej v tej družbi neštetih izbir, tudi tesnobe, v občutanju nemoči, kako ne biti apatični? Prvič, ni neštetih izbir. Ja, iluzija neštetih izbir. Je iluzija, ker v bistvu smo zelo v ekonomskih krčih. Mnogi ljudje dejansko nimajo izbire, čeprav je iluzija, da si pravzaprav za vse sam kriv. Če zboliš, si sam kriv, če si reven, si sam kriv in ta ideologija nas pasificira. Zato je v bistvu potrebno to ideologijo kritično v bistvu analizirati, se jo upirati, ne pasti na prve limanice. Jaz mislim, da dejansko se neoliberalizem, kot smo ga poznali, na nek način se je popolnoma izčrpal, ampak nekako še životari. Tako da jaz mislim, da v naslednjih letih, desetletjih bo res prišlo do enih velikih sprememb. Najbrž bojo klimatske spremembe tiste, ki bojo zahtevale radikalne družbene spremembe. V katero smer bomo šli, to bo zelo, zelo odprto. Okay, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Hvala za vse odgovore. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Naslednji teden smo spet skupaj.